Dragi otroci, lepo pozdravljeni. Danes prisluhnite zgodbici z naslovom Zmajček Taj. V prihodnjih mesecih pa vas vabimo, da nam prisluhnite 2-krat mesečno. Zmajček Taj je čisto sam živel v veliki hiši ob gozdu. Dneve je preživljal tako, da je ustvarjal najrazličnejše stvari. Pekel je torte, šival pisane kostume in slikal. Zelo rad je živel v gozdu, toda ni bil rad sam. Ko bi le imel prijatelje, s katerimi bi lahko delil, kar sem ustvaril, je zavzdihnil Zmajček Taj. Vsakič, ko se je skušal igrati z drugimi živalmi, so od njega prestrašeno pobegnile. Darila in prijazen nasmeh niso bili dovolj, da bi postal njihov prijatelj. Ko je poletel k pticam, da bi jih pozdravil, so prestrašeno zaprhutale s krili in hitro odletele. Ko je zajčkom, ki so bili njegovi sosedje, prinesel torto, so ob njegovi kadeči sapi strašansko kričali: "Ne pojej nas!" "Vsi se me bojijo," je žalostno pomislil Taj. "Naj bom še tako prijazen, nihče noče biti moj prijatelj." Nekega dne pa je odšel v mesto, da bi v svoji najljubši trgovini kupil barvo, okraske za torto in druge potrebščine. Oblekel je svojo najboljšo preobleko, da se ga ne bi prestrašili, ko bi hodil po ulicah. Ko se je sprehodil mimo izložbe, je zagledal plakat, na katerem je pisalo: "Letni medvedji piknik, zadnjo poletno soboto." Piknik! Zanima me, ali bi mi medvedje dovolili, da pridem. Dvomim, je rekla prodajalka. Piknik je samo za medvede. Je rekel Taj. Zagotovo obstaja možnost, da se ga tudi sam udeležim. Na poti domov ga je prešinila ideja. Sešil bom medvedji kostum in ga oblekel. Postal bom medved Taj in se strašansko zabaval ter spoznal veliko prijateljev. In tako si je sešil prelep medvedji kostum in pred ogledalom vadil brundarje, plezanje po drevesu in najprisrčnejši medvedji objem. Na dan zabave se je Taj na poti skozi gozd pridružil skupini navdušenih medvedov. Ko je prišel na vrsto, je pokazal vabilo, ki ga je izdelal sam in z globokim medvedjim glasom vprašal: "A lahko vstopim, prosim?" Medved pri vhodu ga je zaprepadeno pogledal. "Seveda," je rekel. "Kako velik in lep medved si, stopi! Zabava se je šele začela." Taj je bil navdušen. Hitro se je vživel v zabavo. Sodeloval je pri zabavnih igrah, jedel okusno hrano in, kar je najpomembneje, spoprijateljil se je z drugimi medvedi. Naučil jih je, kako z baloni oblikovati različne živali. Pripovedoval jim je šale, ki so jih nasmejale. Vsi so bili prepričani, da so spoznali najboljšega medveda, kar so jih kdaj srečali. Toda čez nekaj časa se je Taj v kostumu počutil utesnjenega in komaj je čakal, da si bo pretegnil rep. Potem je zaradi vse popite gazirane pijače kolcnil, iz njegovih ust pa se je pokadil velikanski oblak dima. Ko pa je hotel pojesti kos medene torte, ga je posip na njej požgečkal po nosku. Taj se ni mogel več zadržati. Na vso moč je kihnil. Ačih! Pri tem mu je iz ust švignil ognjeni plamen in njegov kostum je v hipu razpadel na stotine koščkov. Zdaj so vsi lahko videli, kdo je v resnici. "Pa saj ni medved, zmaj je!" so se zgrozili medvedje. Zmajček Taj je pobral ostanke svojega kostuma. "Mislim, da je čas, da grem," je rekel žalostno. Toda ko je Zmajček Taj hotel oditi, ga je najmanjši medvedek skušal zadržati. "Ne odidi še." "Tudi jaz sem preoblečena v medveda," je rekla miška in slekla svoj kostum. "Hotela sem priti na zabavo, saj nas mišk nihče ne opazi."
In potem je še nekdo slekel medvedji kostum in prikazal se je los. Vedno prevračam stvari s svojimi velikimi rogovi, zato me nihče nikoli ne povabi na zabavo. Taj je bil presenečen. Ni bil edini, ki se je pretvarjal, da je nekdo drug. Zdaj medvedje niso vedeli, kaj naj storijo. Doslej na njihove zabave druge živali niso prihajale. Naj jim dovolimo ostati. In pa, saj niti medvedje niso. Všeč so mi zmajevi baloni in los in miška sta zabavna. Dolgo so razpravljali, preden so se odločili. Zelo smo se zabavali, ker ste bili z nami, so rekli. Zato je odslej vsakdo dobrodošel na medvedjem pikniku. Taj je bil strašansko vesel, pa ne samo zato, ker bo odslej lahko hodil na medvedje piknike, ampak tudi zato, ker je dobil veliko prijateljev. Da bi proslavil, je vse popeljal na posebno vožnjo. Nič več mu ni bilo treba nositi kostuma. Bil je presrečen, ker je bil lahko to, kar je. Zmajček Taj. Čeprav se še vedno včasih rad malce našemi.